Lepo pozdravljeni, dober dan na novinarski konferenci Ministrstva za obrambo. Danes obeležujemo Mednarodni dan gasilcev in danes tudi goduje Sveti Florjan, zavetnik gasilcev, kar vse je odlična priložnost, da spregovorimo o dosežkih na področju gasilstva v Republiki Sloveniji, predvsem na področju ureditve statusov poklicnih gasilcev nasploh in opremljanja gasilskih enot v mandatu te vlade. Na današnji novinarski konferenci bomo predstavili tudi potek in dosežen napredek pogajanj s predstavniki sindikata poklicnih gasilcev. Vsem tem bomo v nadaljevanju spregovorili minister za obrambo, magister Matej Tonin, državni sekretar magister Janez Žakelj in generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, gospod Darko But. Zato najprej dajem besedo vodno ministru za obrambo, magistru Mateju Toninu. Izvolite, minister. Hvala lepa. En lep dober dan vsem skupaj. Danes je prav poseben dan, ko se tako ali drugače spominjamo vseh gasilk in gasilcev, ki imajo vsekakor v Sloveniji posebno mesto. To ni zgolj eden izmed poklicev, ampak je poslanstvo in način življenja. Praktično so gasilci tisti, ki v marsikateri vasi držijo skupaj celotno skupnost, celotno družbeno življenje in praktično niso zgolj gasilci, ampak so posredovalci za vse mogoče nesreče in tudi aktivni udeleženci vseh različnih prireditev, ki jih lokalne skupnosti organizirajo. Skratka, slovenski gasilci so nepogrešljivi del slovenske družbe in zato, da se je ta sistem razvil tako robustnega, tako močnega, zagotovo stvari temeljijo v koreninah, iz kje izhaja samo gasilstvo in kako je bilo v preteklosti tudi zastavljeno, da to naše gasilstvo temelji na prostovoljstvu. To je najmočnejši element, ki daje našemu gasilstvu množičnost, z množičnostjo pa tudi hitrost pri različnih intervencijah, s hitrimi intervencijami pa tudi bistveno zmanjšamo potencialno škodo, ki lahko nastane pri različnih požarih in drugih naravnih nesrečah. Na tej točki, ko gasilci praznujemo, tudi sam sem gasilc, svoj dan, je tudi primeren čas, da se jim zahvalimo za vso njihovo požrtvovalno delo. Gre za veliko število prostovoljnih ur, gre za veliko časa, ki ga namenijo služenju domovini, služenju svoji lokalni skupnosti. Zaradi tega tudi včasih trpijo družine, ki imajo manj očeta in matere zaradi njegovega poslanstva, tako da je tudi danes priložnost, da se družinam gasilk in gasilcev zahvalimo, da jih pri tem njihovem poslanstvu tudi podpirajo. Vsekakor gre moja iskrena zahvala za to, kar so delali v času korone, tudi za to, kar so prispevali k zbiranju pomoči za Ukrajino in nenazadnje tudi za vse intervencije, ki so jih naredili širom po svetu, zlasti v Evropi, kjer se je seveda dober glas v slovenskih gasilcih močno razširil in je to še eno dodatno priznanje za njihovo kvalitetno delo. Nam je pa v tem mandatu uspelo nekaj pomembnih korakov naprej. Sam bi izpostavil predvsem 3. Eden izmed njih je zagotovo sprejet popravek zakona o gasilstvu. 7 let se je delalo na tem, da bi vendarle do popravkov, do sprememb prišlo, ampak na nek način ni bilo politične volje in niti ne pripravljenosti na strani udeležencev, da pridemo do nekega kompromisa. Zato bi se tudi iskreno zahvalil Gasilski zvezi Slovenije in pa Združenju slovenskih poklicnih gasilcev, da so premogli razum, da so premogli to moč, da smo našli kompromis in da je zakon o gasilstvu lahko gledal luč sveta. Ker če bi vsak izmed združenj, se pravi združenje prostovoljnih gasilcev pa združenje poklicnih gasilcev, vsakdo vztrajal na svojem, tega kompromisa in tega zakona o gasilstvu ne bi nikoli imeli, tako pa se je k stvari pristopilo modro in danes ta zakon imamo in prinaša pomembne novosti. Od tega, da bolj razumno ureja status operativnih gasilcev, podrobneje ureja tudi status veteranov pa gasilcev pripravnikov, nenazadnje daje tudi posebno mesto slovenskim poklicnim gasilcem in tudi ureja nekoliko bolj praktično zlasti
tiste segmente, ki se nanašajo na požarno varnost v podjetjih, kjer je to zahtevano, da se na nekem območju več podjetij lahko skupaj organizira, združi sile in naredi skupne enote. Skratka, tukaj je bil narejen velik korak naprej, ki ga priznavata tudi oba dva združenja in še enkrat zahvala za konstruktivnost. Drugi pomemben korak ali pa zakon, ki je bil v tem mandatu narejen, je tudi ta zakon o dohodnini, ki prinaša posebno gasilsko dohodninsko splošno olajšavo. Moram reči, da je bila to ena izmed zahtev Gasilske zveze Slovenije, ki je oblikovala posebno skupino, ki se je ukvarjala s tem, kako lahko še dodatno izboljšamo status slovenskih poklicnih gasilcev, prostovoljnih gasilcev, se opravičujem. In eden izmed teh predlogov je bilo tudi to, da z finančnimi oziroma davčnimi olajšavami spodbudimo to vrstno delo, in sicer dolgoročno, dolgotrajno delo v prostovoljni organizaciji. Zaradi tega je zakon napisan tako, da ta splošna dohodninska olajšava pripada po 10-letnem operativnem delu, skratka, da se nagrajuje dolgotrajnost dela v neki prostovoljni organizaciji in da gre to za nek tak znesek, od katerega seveda ne boš obogatel, ni pa tudi neka bagatela. Pri povprečni plači govorimo na letno višji neto plačo v višini približno 700 evrov. To je na nek način kompenzacija, ki jo država priznava za vse ure, ki jo gasilci preživijo za delo za skupnost in tudi kot neke vrste kompenzacija za stroške, ki jih imajo, ki jih dobesedno svoj lasten denar investirajo v to, da se usposabljajo oziroma da lahko delujejo v gasilskih društvih. To je nek tak prispevek, ki se bo konkretno poznal tudi prostovoljnim gasilcem. In tretja stvar, ki bi jo rad omenil in se mi zdi, da je zelo velika, je pa 70 milijonov evrov evropskega denarja za celostno prenovo našega sistema zaščite in reševanja. Gre za veliko zgodbo, v preteklosti so nas dolga leta prepričevali, da to ni mogoče, da Ministrstvo za obrambo in ta področja niso upravičena do evropskih sredstev. Hvala Bogu sem imel državnega sekretarja, ki je videl, da je to mogoče v nekaterih drugih evropskih državah in na tisti točki smo se vprašali, če je to mogoče v drugih članicah Evropske unije, zakaj to ni mogoče tudi v Sloveniji in potem je bil problem odpravljen in zdaj imamo iz stare finančne perspektive, iz načrta za okrevanje in odpornost in pa iz nove finančne perspektive vsega skupaj 70 milijonov evrov evropskega denarja, ki pa se bo prvenstveno uporabil za to, da bomo v Ljubljani zgradili nov vsenacionalni center civilne zaščite, kjer bo od uprave za zaščito in reševanje do vseh ostalih sistemov, ki delujejo znotraj zaščite in reševanja, od gasilske zveze, gorskih reševalcev, jamarjev, skratka vsi sistemi, ki delujejo v zaščiti in reševanja. Potem bomo s tem denarjem zgradili tudi nove centre za usposabljanje gasilcev, ki bodo profesionalni, moderni, ki bodo omogočali gasilcem čim bolj praktičen preizkus in pa praktična usposabljanja. In ne nazadnje, iz teh evropskih sredstev bomo kupovali tudi tehnično zahtevna in pa izjemno draga vozila, ki se jih lokalna društva zaradi cene ne morejo privoščiti, so pa nujno potrebna zlasti v nesrečah, ki so podnebno pogojene in zato bomo na takšen način sofinancirali oziroma kupovali to opremo. In teh 70 milijonov evrov bo že tako naš visok standard dvignilo še en nivo višji in mislim, da se bo to v naslednjih 7 letih seveda bistveno poznalo in bo naš sistem še bolj robusten. Za konec ne rečem še to, da priznanje slovenskim gasilcem in pa sistemu zaščite in reševanja je pa tudi zagotovo gasilska olimpijada, ki bo letos poleti v Celju. Mislim, da zgovorno priča o tem, da tudi svetovna javnost ceni slovenski sistem, da je to pomemben doprinos zlasti know-howa našega znanja tudi preostalim državam, ki zelo velikokrat koristijo naš know-how oziroma jih zanima, tudi sprejemamo določene tuje delegacije na usposabljanja. Skratka, je to neko svojevrstno priznanje, za katerega sem prepričan, da bo predvsem v gasilske vrste prinesla številne mlade gasilke in gasilce. In na tem pa tudi sloni prihodnost, da imamo mlade, ki jih
to poslanstvo, ta stvar zanima in prepričan sem, da tako kot vsaka športna olimpijada in uspehi na športni olimpijadi prinesajo nove mlade, ki jih nek šport zanima in je to potem naložba v prihodne olimpionike, sem prepričan, da bo ta gasilska olimpijada v Celju prinesla tudi k še širši prepoznavnosti, še pomembnejši vlogi gasilstva v družbi, tako da se nam za prihodnost ni potrebno bati. In hvala lepa vsem mojim sodelavcem, državnemu sekretarju Žaklu in predtem tudi Jaklinu, ki sta skrbela za to področje in sta vsekako naredila izjemno delo. In seveda iskrena zahvala upravi za zaščito in reševanje in njenemu direktorju Butu, ki je tako ali drugače zadolžen oziroma bi rekel spada to področje pod njegovo upravo in so v teh 2 letih izjemno trdo delali in tukaj so tudi rezultati. Jaz bi na tej točki zaključil, bi pa še moja 2 sodelavca prosil, da predstavita še nekaj detajlov, ki so se v javnosti zelo velikokrat vrtela in so potrebna določena pojasnila, najprej kako tečejo pogajanja z poklicnimi gasilci in potem še nekaj ostalih detajlov, zlasti z sofinanciranjem in financiranjem samega sistema. Tako da, državni sekretar, najprej vas prosim, če nadaljujete, potem pa še direktor But. Hvala za besedo, minister, lep pozdrav vsem. Naj povem, da sem kot vodja vladne pogajalske strani aktivno sodeloval v zadnjem letu na pogajanjih sindikati. Z menoj so bili tudi predstavniki ustanoviteljice, prav občine, tako mestno Združenje mestnih občin kot SOS in ZOS, pa tudi Združenje poklicnih gasilcev in Gasilska zveza. Sedeli smo na 23 uradnih srečanjih in smo presedeli skupaj dobrih 100 ur pogajanj. Dosegli smo določene napredke, se pravi položajni dodatek je bil v prvih parih sestankih rešen, potem pa smo se lotili normativnega dela kolektivne pogodbe. Lahko rečem še to, da so bila pogajalska izhodišča za vladno stran jasna, postavljena pa so bila že v začetku leta 2019. Zdaj, zakaj se toliko časa ni na tem delalo, ne vem. Dejstvo pa je, da smo v tem času, teh 100 urah, uspeli uskladiti praktično vseh 50 členov pogodbe normativnega dela. Ostal nam je samo še en člen in sicer to je dopust. Zdaj, lahko rečem, da bi tako za primerjavo gasilec, poklicni gasilec, začetnik, ko nastopi delo, bi po vladni pogajalski strani imel 28 dni dopusta. To za sindikalno stran ni bilo sprejemljivo. Jaz zdaj tukaj lahko špekuliram ali pa rečem, da je bilo to politično, da niso želeli, da bi pač obstoječi minister to normativno pogodbo podpisal. Želim pa seveda naslednji skupini, da bo to bolj uspešno peljala, ker vsekakor smo se trudili, da bi poklicni gasilci dobili usklajeno normativni del pogodbe in tudi, če govorimo o različnih, govorimo o nekje 800 poklicnih gasilcev v 13 gasilskih enotah, so zelo različne po strukturi, ene so velike, druge so srednje, pa manjše in če tukaj ne bomo potegnili pametnih potez, lahko ogrozimo obstoj manjših skupin in lahko rečem, da smo se pred zadnjim srečanjem še enkrat usklajevali tudi z ustanoviteljicami. Skupnost občin Slovenije je bila proti, se pravi župani SOS-a so bili proti povečanju števila dopusta nad 28 dni za začetnike, tako da na višji zahtevek nismo mogli pristati, ker več dopusta pomeni več zaposlenih, višje stroške in potem se že začnejo spraševati občine in župani, ali ni bolje, da gredo v kombiniran sistem prostovoljstva in profesionalnosti. Toliko z moje strani. Tudi z moje strani lep pozdrav. Namreč
Tudi v imenu Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje bi se želeli zahvaliti našim tako prostovoljnim kot poklicnim gasilcem za vso upravljeno delo v preteklem letu. Kot je že omenil minister, poseben poudarek gre za intervencijo, ki so jo izvajali v Severni Makedoniji, namreč z tega smo se precej naučili in prav tako sedaj pripravljamo prijavo novega evropskega modula za gašenje požarov v naravnem okolju kot talni modul. Tako kot smo lansko leto certificirali enoto za prečrpavanje velikih količin vode. Če še mogoče malo dopolnim glede zakonodaje, bil je sprejet zakon o spremembi zakona o varstvu pred požarom. To je vse s ciljem uvedbe standardiziranih gasilskih zavarovanj. Namreč za analizo smo z Gasilsko zvezo Slovenije in Združenjem slovenskih poklicnih gasilcev ugotovili, da vsa zavarovanja po Sloveniji niso na enoten način rešena pri vseh prostovoljnih gasilskih društvih, tako za člane kot za nepremičnine, kot tudi za opremo in zato smo želeli na nek način to poenotiti. Iz te ideje seveda je potem prišel zakon o zmanjševanju stroškov občin, kjer smo pravzaprav del teh standardiziranih gasilskih zavarovanj zagotovili preko države in del preko občin. Nadaljnja nadgradnja je bila z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pred požarom, kjer smo spremenili procent delitve sredstev v okviru požarne takse. Naslednji korak je spremembe uredbe o požarni taksi, ki je trenutno na vladi, kjer bomo zagotovili ta dodatna sredstva in za kar smo se, in se seveda z tega mesta tudi zahvaljujem Slovenskemu zavarovalniškemu združenju, lahko dogovorili okoli povečanja sredstev iz naslova požarne takse in kot zadnji korak je še po pravilniku standardiziranih gasilskih zavarovanjih. S tem bomo na enoten način uredili zavarovanje za osebe, za gasilke in gasilce enotno v celi državi in potem tudi enotno za vso opremo vozila in pa za same gasilske nepremičnine, kot so gasilski domovi. Druga takšna zadeva, ki se veže na to prvo, je tudi sprememba gradbenega zakona. Namreč tudi v spremembi gradbenega zakona je bilo zagotovljeno, da se nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo ne odmeri, če gre za objekt, v katerem se izvaja dejavnost javne gasilske službe v skladu z našim zakonom. In prav tako se omogoča lažje pridobivanje dovoljenja za objekte daljšega obstoja, kar pomeni, da veliko teh gasilskih domov je bilo grajenih v 60 letih prejšnjega stoletja in pravzaprav nimajo uporabnih dovoljenj ali pa gradbenih dovoljenj. Zato jim je sedaj se omogoča ta legalizacija, kajti zakon je pričel veljati 31. decembra 2021, prične se pa uporabljati 1. junija 2022. Seveda ob tem smo pa tudi na vse občine skupaj z Gasilsko zvezo naslovili za prošnjo, da bi upravičili prostovoljne gasilske enote plačila komunalnega prispevka. S tem bi se lahko pravzaprav tudi uredila ta nepremičninska evidenca znotraj gasilske organizacije. Naslednji takšen predpis je bil sprememba pravilnika o požarnem varovanju, namreč tudi za analizo in na podlagi opozoril smo ugotovili, da na določenih predeljih Slovenije ni zagotovljeno požarno varovanje preko služb za zasebno varovanje, ni zagotovljen pravočasen prihod na to mesto potencialnega požara, zato smo tudi za spremembo tega pravilnika omogočili, da se lahko kot pridobitna dejavnost prostovoljnih gasilskih enot na določenih območjih to izvaja. Seveda, kot sem že omenil, trenutno je v fazi sprejema uredba o požarni taksi, prav tako pa moramo še izdelati ta pravilnik o standardiziranih gasilskih zavarovanjih. Med samo korono je bilo sprejetih več protikoronskih zakonov, kot vam je poznano. Pravzaprav smo se uspeli umestiti v 3., 6., 7. in 10. protikoronski zakon. Iz tega naslova smo izplačevali dodatke za izpostavljenost in posebne obremenitve za vse pripadnike sil za zaščito, reševanje in pomoč, tudi za gasilce v okviru izvajanja intervencij. Prav tako smo prostovoljnim gasilskim društvom zaradi izpada dohodka, zaradi opravljanja svojih pridobitnih dejavnosti nakazali več kot 3 milijone evrov in pa v 10. protikoronskem zakonu smo trenutno že realizirali določbo, ki pravi, da se izplača dodatek za nevarnost in posebne obremenitve za direktorje javnih gasilskih zavodov. Na zaključku je tudi za poklicne gasilske enote v poklicnih jedrih prostovoljnih gasilskih enot, prav tako pa je v zaključni fazi usklajevanja tudi izplačilo dodatka za dijake in za študente.
Seveda vsega tega ne bi mogli uspešno upravljati, vkolikor ne bi izredno tesno sodelovali tako z Gasilsko zvezo Slovenije, kot tudi z Združenjem slovenskih poklicnih gasilcev, in zato smo se tudi za naprej zadali še nekatere nove naloge. Ena izmed takšnih nalog je, da bomo zagotovili seveda to vso materialno podporo za izvedbo gasilske olimpijade v Celju. Prav tako bo Gasilska zveza in Združenje slovenskih poklicnih gasilcev sodelovalo na Bogatajevih dnevih zaščite in reševanja, ki bodo v tem mesecu se izvajali na Ptuju. Skupaj z njimi pripravljamo pravzaprav materialne in kadrovske formacije enote, ki bi bila namenjena kot pomoč pri gašenju požarov v tujini, in pa nadaljujemo skupaj z njimi aktivnosti glede zagotavljanja požarne varnosti na drugem tiru, znači železniški predor, in pa na tretji razvojni osi proti Koroški, kjer bomo na podoben način, kot imamo urejeno za avtoceste in avtocestne predore, uredili tudi to zadevo na Koroškem. Še eno takšna mogoče zelo dobra zadeva, katero skušamo udejanjiti, je tako imenovan program Berovo. To pomeni, da bi na nek način odkupovali rabljena, še delujoča in operativna gasilska vozila in pa opremo kot država in jo pozneje kot bilateralno tehnično pomoč predali državam, ki bi za njo zaprosila. To nas je pravzaprav navedla prošnja iz Severne Makedonije in to sedaj urejamo skupaj z Ministrstvom za gospodarstvo in Ministrstvom za zunanje zadeve. In ne nazadnje, upam, da bomo v letošnjem letu tudi izboljšali pogoje za usposabljanje poklicnih gasilcev in pa prostovoljnih gasilcev v našem izobraževalnem centru v enoti Pekre in pa v enoti Sežana. Hvala lepa. Hvala lepa vsem trem današnjim govornikom, ki bo sedaj tudi odgovorili na vaše vprašanja, pa predlagam, da bi se najprej posvetili današnji temi, tako da izvolite. Kakšno vprašanje? Ja, izvolite. Te izkušnje in kako bo lahko Slovenija še v prihodnje pomagala v tujini? Pravzaprav smo dobili izkušnje glede logistične podpore. Namreč, kot veste, smo se kot prva država odločili, da smo šli na pomoč v Severno Makedonijo v dogovoru z avstrijsko stranjo, ki je šla naslednji dan za nami in je zagotavljala kompletno logistično oskrbo tudi za našo enoto. Naučili smo se to, da po tistem, ko je avstrijska enota pač prejela, da bi se morala umakniti, bi mi pravzaprav ostali brez logistike. Tako da od zdaj naprej bomo seveda šli v celotnem sestavu, skupaj z kompletno logistiko. To je prva zgodba. Drugi takšen del je oprema, katero potrebuje gasilci za uspešno soočanje z požari v naravnem okolju, ne glede, da so to vozila ali je pa to sama oprema. In pa tretji del so pa te finančne zadeve, ki se tičejo same odprave. Namreč mi imamo sicer službene kartice, na katerih je pač limit 1500 evrov, to ne zadošča niti za gorivo, ki ga pravzaprav porabimo do Severne Makedonije, tako da smo sedaj pač iskali neke druge rešitve, kako bi zagotovili finančna sredstva, da bi lahko tudi na kraju samem tudi servise vozil in pa takšne zadeve lahko plačevali. Ja, ta sredstva prihajajo iz treh različnih virov. Prvi vir je torej stara finančna perspektiva 2013-2020, ki se mora počrpati do konca leta 2023. Iz te perspektive bomo počrpali natančno 20 milijonov evrov za ta posebna vozila. To so multimodalna vozila, kar pomeni, da imate po domače povedano platformo tovornjaka, na katero pa potem lahko namestite gor ali poseben kontejner za opremo za naravne nesreče ali posebno nakladalno ploščad za premikanje določenih drugih tovorov, skratka več različnih modulov. Ta razpis je v teku, tako da tukaj bi morale biti seveda stvari do konca leta 2023 realizirane. Govorimo pa tam do 40 različnih vozil, ki bodo potem teritorialno po Sloveniji razdeljena, zato da bo celotna Slovenija pokrita s tem in bojo tudi potem
ko bo vozilo prišlo, bo poseben razpis, da bodo posamezna društva ta vozila dobila in bojo pokrivala tudi širši teritorij. Tako da bo potem celotna Slovenija pokrita s temi vozili, ki bodo posebno prilagojena za soočanje s podnebno pogojenimi naravnimi nesrečami. To je recimo stara finančna perspektiva. Iz načrta za okrevanje in odpornost smo prijavili ta nov center sistema zaščite in reševanja. Tukaj smo tudi poudarili v odnosu od Evropske unije, da na nek način reformiramo sam sistem zaščite in reševanja, ki ga še bolj centraliziramo. To pomeni, da na enem mestu zbiramo vse službe, da na enem mestu koncentriramo tudi njihovo delovanje, zaradi tega, da se stvari še lažje koordinirajo, da stvari še boljše tečejo. In iz tega načrta za okrevanje in odpornost je predvidenih 25 milijonov evrov. Potem imamo pa še iz nove finančne perspektive, ki pa teče, se pravi od leta 2020 pa do 2027, pa še dodatnih 25 milijonov evrov. No, iz tega se pa načrtuje seveda tudi gradnja teh podcentrov. Enega izmed takih smo nedavno predstavili že v Murski Soboti. Šlo bo za modern center za usposabljanje slovenskih gasilcev za boj proti poplavam, tudi s posebnim bazenom, s posebnimi objekti, ki bodo ostali v tem bazenu, kjer se jih bo ta objekt poplavilo na različne načine, da bodo gasilci lahko v praksi preizkušali, kaj pomeni, če je voda za vrati, če je voda pred vrati, kakšne posledice to ima v primeru posredovanja, tudi kako se preusmeri tok vode z posebnimi vrečami. Skratka, omogočali bo res realistično vadbo oziroma usposabljanje. Potem v Sežani se načrtuje poseben center za usposabljanje za požare v naravi in pa potem še načrtujemo ta tretji center za žled in druge naravne nesreče. Skratka, to bo šlo po vzoru Iga, tisti, ki jih poznajo natančno vedo, kako stvari stojijo, skratka, da so in namestitvene kapacitete in potem sam poligon, kjer se ta usposabljanja tečejo. In tukaj bo pa 25 milijonov evrov, torej nova finančna perspektiva 25, načrt za okrevanje in odpornost 25, stara finančna perspektiva 20 milijonov evrov, skupaj to 70 milijonov evrov evropskega denarja, ki se bo mogel porabiti tam nekje do, bi rekel, 2027, če se bo zadeva še nekoliko podaljšala, tam 2028-2029 in v teh letih bo zagotovo naš sistem zaščite in reševanja z vsemi temi novimi objekti pa novimi pridobitvami še na višjem nivoju. Jaz imela pa še vprašanje vezano na nakup bokserjev. Gospod Žakljan, če lahko eno kratko vprašanje. A sem vas prej dobro razumela, da ste tega dogovora vezano na dopuste, da jih pripisujete pravzaprav nekako politični odločitvi? Oziroma, bom postavila vprašanje, lahko poveste pravzaprav, kakšne so bile pa recimo zahteve, na katere pogajalska skupina ni mogla pristati? Ja, glejte, jaz bi ocenil ta pogajanja kot korektna z obeh strani, in tako so bila ocenjena tudi strani sindikatov. Zdaj zadnje 2-3 srečanji, se pravi 12, 15 ur, 20 ur smo govorili o dopustih, in mi smo še enkrat preverili pri ustanoviteljih, ki plačujejo te poklicne enote, kako je z možnostjo, če bi povečali. Oni so rekli, izhodišče je, to je zavajajoče, če rečem 16 dni osnova, potem so pa vsi dodatki, ampak z dodatki pride poklicni gasilec začetnik, 28 dni z našo ponudbo. Sindikalna stran je zahtevala 2 dni več, mi na to nismo mogli pristati. To je to in pač nismo, lahko bi pa rekli, ok, pa bi podpisali normativni del. Je pa tudi res, da so na koncu pa začeli s tarifnim delom. Vemo pa, da je za negospodarstvo vlada zamrznila ta pogajanja in zdaj to čaka drugo vlado. Kakšnih dober teden nazaj smo imeli zadnje srečanje in smo seveda odprti še naslednjih 14 dni, če se bojo strinjali, v kar pa skoraj ne verjamem. Če smem sam dodati,
Zadeva je tukaj rahlo nenavadna, ne, ker Ministrstvo za obrambo ni plačnik plač poklicnih gasilcev, ampak so to ustanovitelji. Več ali manj gre to za mestne občine in še nekatere druge, ki plačujejo plače tem ustanoviteljem. Tako da je šlo za neko tako zgodbo, da smo se mi z poklicnimi gasilci pogajali, dejansko bodo pa te plače izplačevale občine. In zaradi tega smo mogli mi v našo pogajalsko skupino pripeljati tudi tiste, ki bodo neposredno plače plačevala, ne, se pravi, da je neka stvar za njih sprejemljiva. In tukaj mislim, da so bili tisti očitki, ki so bili na začetku popolnoma odveč, kako se mi nočemo pogajati, kako ni socialnega dialoga. Ure in ure so naše ekipe presedele na Igu skupaj z sindikatom poklicnih gasilcev in odprte so bile vse zadeve, vse se je šlo zelo podrobno čez, jaz mislim, da se je tudi vse stvari izpogajalo in tukaj jaz razumem državnega sekretarja, ne, da je ena stvar, se je pa držala po moji oceni namenoma odprta, ne, to pa je vprašanje dopusta, ker če bi še vprašanje dopusta zaprli, potem bi naša ekipa lahko ta pogajanja pripeljala do konca pred volitvami, ker pa verjamem, da nekaterim ni bilo v interesu. Ampak iz tega nismo delali nobene drame, enostavno smo potrpežljivo čakali, na koncu pa so predvsem poklicni gasilci tisti, ki ne stradajo, ker se ta stvar ne podpiše, tudi nimajo ostalih bonitet, ki so zdaj izpogajane z vsemi temi pogajanji. Tako da tukaj mislim, da je na mestu še enkrat naš poziv, da stvari, ki so bile korektno narejene in tukaj tudi državni sekretar povedal, tudi strani sindikata korektno izpogajane, da to stvar zaključimo, podpišemo in da je ta celosten paket praktično postavljen pod streho in da se ta epizoda in ta zgodba dokončno zapre. Ker v nasprotnem primeru, če zdaj tega ne bodo z nami zaprli, potem bodo z novo vlado ponovno na začetku. In mislim, da to ni v interesu poklicnih gasilcev. Če še kaj na Florjanovo, pa na gasilce, potem pa lahko na vse koalicijske, vojaške in vse ostale zadeve. Ampak dobro, upam, da bo ta glas danes prišel, da je naša skupna dolžnost, da gasilce tako in drugače podpiramo, če ne drugega vsaj z udeležbo na gasilskih veselicah, kjer jim pomagamo z našim finančnim prispevkom, zaradi tega, da lahko dokupijo potrebno opremo oziroma imajo za kakšne druge aktivnosti. Skratka, glede na to, kar slovenski gasilci za nas opravijo, je tudi strani nas državljanov korektno, da jih po svojih najboljših močeh podpremo, ker delajo za nas, ne za sebe in gre tukaj za neko obojestransko korist. Kot sem pa rekel, če povzamem, zakon o gasilstvu izboljšuje status gasilcev, zakon o dohodnini prinaša gasilcem posebne finančne ugodnosti in 70 milijonov evrov evropskega denarja bo zagotovo pomembno prispevalo k izboljšanju samega gasilstva in pa sistema zaščite in reševanja v Sloveniji. Na to smo ponosni in veseli. Evo, zdaj pa na aktualna politična vprašanja. Lahko vam povem vse, kar vas zanima, pa še več, ampak če gremo lepo po vrsti, zdaj, ker je cela drama, ali bom jaz to stvar podpisal ali ne bom. Jaz druge možnosti, kot da to podpišem, niti nimam. To gre za čist tekoče, normalne, formalne zadeve, ki jih je potrebno dokončati. Če jaz tega ne bi podpisal, je nekaj podobnega, kot predsednik republike ne bi hotel podpisati zakona, ki je sprejet, razumete. Vse stvari v zvezi z Boxerjem so bile že potrjene na vladi in v parlamentu. In je zdaj stvar mene, da rečem, jaz pa tega ne bom podpisal. Vse odločitve so bile že sprejete. Zdaj gre zgolj še za formalni iztek tega projekta, kar pomeni, da stvari, ki so bile predtem v vladi in v parlamentu sprejete in potrjene, jih je zdaj treba zgolj še formalno zaključiti. Tega prej nismo mogli narediti zaradi teh proceduralnih blokad in manipulacij Levice,
S tem smo izgubljali dragoceni čas, jaz sem že večkrat povedal, če ne bi bilo nagajanja Levice, bi to naredili že 1 leto nazaj, s tem smo izgubili dragoceno leto, ampak zdaj so odpravljeni vse ovire, ki so bile, Ustavno sodišče je odločilo, nam dalo prav. S tem, ko je bil danes objavljen tudi ta odločitev Ustavnega sodišča v Uradnem listu, omogoča, da tudi Državni zbor objavi zdaj v Uradnem listu ta zakon o ratifikaciji tega, ko mine ta rok, ki je postavljen v zakonu, mislim, da je 14 dni ali 15 dan po objavi v Uradnem listu, ta zakon začne veljati in s tistim dnem pač jaz podpišem Memorandum of Understanding. Skratka, in s tem ta projekt potem tudi zaključimo. To, kar se tiče samih procesnih razlogov, zakaj je ta podpis potreben in kako se bo zgodil. Delamo vse v skladu s predpisi, vse v skladu z zakonom, ničesar ne prehitevamo, ko se neke stvari izpolnijo pogoji, tudi podpis pride. Še enkrat pa poudarjam, naj se ne dela dramo, ker o teh stvarih je bilo že vse odločeno in na vladi in tudi kasneje v Državnem zboru. Jaz razumem, da to nekateri težko sprejmejo, ampak tako pač je. So pa te boxerji nujno potrebni in nujno so pa potrebni zaradi tega, ker v današnjem svetu so oklepna vozila tista, s katerimi se premikajo vojaki iz točke A v točko B. Če so v času Napoleona hodili peš, potem malo kasneje na konjih, pa so se v času druge svetovne vojne vozili s kamioni na ponjavah, se zdaj vozijo v oklepnikih. Tisti, ki pravijo, češ kako so oklepniki slabi in da so vojne pokazale, da so nepotrebni, je nekaj podobnega, kot bi trdili, zaradi tega, ker vojaki na bojiščih umirajo, kljub temu, da nosijo čelado in pa zaščitni jopič, je nesmiselno, da nosijo čelado in zaščitni jopič. Skratka, oklepniki pomagajo povečati možnost preživetja vojakov na bojišču in zaradi tega, ker nam je mar za varnost in življenje slovenskih vojakov, jih potrebujemo. Številke so maksimalno zreducirane. Prejšnje vse leve vlade so načrtovale 2 srednji bojni bataljonski skupini, za katero bi potrebovali 135 vozil. Jaz sem vam tukaj zahvalil bivšemu državnemu sekretarju Lampretu, ki je veliko časa preživel v Bruslju in se pogajal z NATO-om, da smo lahko mi zamenjali te 2 srednji bojni bataljonski skupini, ker mi je bilo jasno, da glede na kontekst pa okoliščine v Sloveniji, da bo to nerealistično, da bomo izgradili samo 1 srednjo bojno bataljonsko skupino, kar pomeni, da ne potrebujemo več 135 vozil, ampak da jih potrebujemo manj in da smo namesto te druge srednje bojne bataljonske skupine zavezništvu ponudili druge zmogljivosti, ki jih imamo in ki prihajajo od transportnega letala, ladje, Triglav, bolnišnice Role in tako naprej. Skratka, to, kar imamo, smo ponudili in se mi zdi, da to je najbolj racionalno. Številka 45 je tista, kjer bomo v sodelovanju z obstoječimi patrijami, ki jih že imamo, lahko zgradili to srednjo bojno bataljonsko skupino in je pa ta srednja bojna bataljonska skupina hrbtenica Slovenske vojske in pa tudi vseh ostalih vojska. Tako da, veste, govoriti o tem, kako so te oklepniki nesmiselni in nepotrebni, je približno tako, kot bi rekel, lejte, vse, če imajo policisti uniformo pa pištole, pa vsem dovolj. Zakaj potrebujejo avto? Avta pa res ne potrebujejo, to je nepotreben strošek v sedanji situaciji. Ja, logično, da ga potrebujejo, da upravljajo svoje dolžnosti in isto je z vojaki. Dokler bomo mi imeli vojsko, in zaenkrat nisem še nobene druge odločitve slišal, da bomo mi vojsko imeli, če se bo pa nekoč v prihodnosti večina ali pa ustavna večina odločila, da bomo slovensko vojsko preoblikovali v slovensko žandarmerijo, kar pomeni, da bo imeli uniforme in puške, je pa to druga zgodba. Ampak dokler pa vojsko imamo, jo moramo pa opremljati z osnovnimi sredstvi. In oklepniki so ta osnovna sredstva. Zakaj boxerji? Boxerji zato, ker jih kupujemo za naslednjih 20-30 let, jih ne kupujemo za naslednjih 5 let in zato kupujemo na trgu nove modele, ki so bili ravno kar izgrajeni in ne modele, ki so nam jih nekateri drugi ponujali, ki so stari že 10 ali pa 15 let in so že zastareli modeli.
Da je naša odločitev pravilna, mi tudi potrjuje pogovor z britanskim obrambnim ministrom, ki sem ga imel, ki je bil tukaj na obisku, ki je rekel, da so oni več let preučevali, tuhtali, študirali, raziskovali, katera vozila so najboljša, ne, imeli tudi nekaj škandalov takšnih in drugačnih, ampak na koncu so pristali na Boxerjih. To so najboljša vozila, kjer za dano ceno dobiš najboljšo zaščito, pa tudi vozilo, ki ima dober manever, ki je vsekakor zelo kvalitetno. In se mi zdi, no, če so ta vozila dobra za Britance, Nemce, pa Nizozemce, da so dobra tudi za Slovence. In ne nazadnje, s tem podpremo tudi evropsko obrambno industrijo, kar v danih okoliščinah ni zanemarljivo. In naj povem še to, da slovenska podjetja, ki so dobavitelji ali izvajalci pri podjetju, kjer bomo mi naročili te Boxerje, so recimo v lanskem letu naredili za 47 milijonov evrov posla. Tako da tukaj je stvar precej drugačna, kot jo nekateri slikajo. Vsekakor pa jaz ne želim, da to zdaj postane neko politično vprašanje, kjer se bodo lomila kopja. In tudi bi si želel, in večkrat sem že rekel, da kdorkoli dvomi vse te postopke, vse te procese, je toplo povabljen na Ministrstvo za obrambo, tudi bodoči morebitni novi premier, da ga Slovenska vojska seznani z vsemi podrobnostmi, prvič, zakaj smo se odločili sploh, da te oklepnike potrebujemo, drugič, zakaj ravno Boxerje in tretjič, zakaj po teh sprejetih odločitvah v vladi in v parlamentu ni več povratka nazaj in je treba pač to stvar realizirati. Upam, da sem bil dovolj izčrpan. Mislim, ste bili na nek način, ne? Ampak neprej na začetku ste rekli, naj se ne dela drama. Vi ste nekako pred meseci ste sami nekako rekli, ne, da bo do podpisa te pogodbe oziroma do začetka pogajanj prišlo pravzaprav šele potem, ko bo začel veljati zakon o ratifikaciji sporazuma z Okarjem, zato se postavljajo ta vprašanja in seveda tudi vprašanje, zakaj se zdaj tako mudi s podpisom te pogodbe, recimo zakaj ne bi počakali še nekaj časa. Pa morda še to, ali boste tudi gospoda Goloba seznanjeni z vsebino pogodbe z pogajanji. Bi se vam zdaj to pametno, bi bilo to možno? Glejte, pojmo po vrsti prvič. Jaz sem gospoda Goloba javno, pa tudi preko njegovih sodelavcev že večkrat povabil, ne pride na Ministrstvo za obrambo, ker ne jaz, ampak ker ga bo stroka Slovenska vojska seznanila z vsemi detajli. Zakaj, kako in na kakšen način. Skratka, še enkrat tudi preko vas toplo predajam to vabilo. Se mi zdi, da je in v njegovem interesu in da je v interesu države, da je s temi stvarmi v detajle seznanjen, še preden se oblikuje nova vlada. To, skratka, če je povabljen, da je toplo povabljen, da pride sem na Ministrstvo za obrambo in se seznani. Ja, ja. Sem, bi rekel, javno preko medijev in tudi preko njegovih sodelavcev, ki jih poznam, ker jaz gospoda Goloba ne poznam, niti nimam kontakta z njim, tako da sem to vabilo lahko prenesel samo njegovim sodelavcem, ki pa upam, da so ga prenesli naprej. Ker je tudi on me pozival javno, da naj bom zadržan pri teh stvari in zaradi tega se mi je zelo pomembno, da pride sem in da se s temi stvarmi seznanja. Druga stvar, nič se ne mudi, ki hitimo. Lepo mirno čakamo, da se vsi postopki iztečejo in šele, ko so izpolnjeni formalni pogoji, se neka stvar zgodi. Zakaj pa je pomembno, da se te stvari zgodijo še v našem času, je zaradi tega, ker koalicijski partnerji, konkretno Levica, že danes govori javno, gospod Tašner Vatovec je govoril, da bodo naredili vse, da do tega podpisa ne pride, oziroma da si bodo v novi vladi prizadevali za to, da se ta podpis razveljal. In če bi jaz zdaj se obnašal politikantsko, bi rekel, ok, ni moj problem, rešite in delajte, kar veste in znate, ker se zavedam, da bo to prvi kamen spotike nove koalicije, ampak jaz ne želim igrati politikantsko, jaz želim narediti tisto, kar je pomembno in dobro za državo in v tej okoliščinah je to vsekakor nujno potrebno, ker sem prepričan, če se tega ne podpišem, da bo nova ekipa prišla sem, ker bodo hoteli izpolniti svoje volilne obljube, ki so bile seveda nerealistične,
bodo neverjetneje premišljevali zelo, zelo dolgo časa, tudi mora biti naročali novo taktično študijo, ne, ki pa ne bo pokazala nič drugače, kot je ta sedanja, razen tega, da bo še dodatna 3 ali pa 4 leta izgubljena. Ne pozabiti, da smo to vajo že ponavljali. Mi smo na podobni situaciji bili leta 2018, ko je ministrica Katičeva peljala vse procese do točke, ko bi mogli zadeve podpisati in je gospod Kordiš v parlamentu grozil, da če ne bo ta stvar ustavljena, ne bo prispeval glasov za izvolitev gospoda Šarca, je bila ta stvar takrat politično zaustavljena. Potem so naročili novo taktično študijo, ki pa je pokazala isto kot prejšnja, da so praktično boxerji najboljša vozila in da jih Slovenska vojska potrebuje. In tudi tretja taktična študija ne more pokazati nič drugače. In zato se mi zdi pomembno, da se ne dela drame, da se ne pritiska na mene in tega ne podpišem, zaradi tega, ker to sem na podlagi odločitev vlade in državnega zbora dolžen podpisati in to Slovenska vojska in slovenska država potrebuje glede na okoliščine in glede na to, da vojsko ima in jo želi krepiti in graditi tudi v prihodnosti. To je odgovor na vaše drugo vprašanje. Na tretje vprašanje, ker pa zdaj hočejo nekateri tako inscenirati, češ, ja, kako ste se pa lahko glede cene pogajali in tako naprej. Čisto enostavno. Mi smo v teh pogajanjih našim partnerjem zelo jasno povedali, da obstaja zelo ena jasna klauzula, da bodo te stvari formalno potrjene šele takrat, ko bodo procesi pred ustavnim sodiščem zaključeni. In oni so to sprejeli in smo tudi po to klauzulo zadeve zastavili, torej pogajamo se za ceno, pogajamo se za celoten paket in to bo veljaven paket pod pogojem, da bodo stvari na ustavnem sodišču razrešene in odločene tako, kot so bile. Če zadeve na ustavnem sodišču ne bi bile tako odločene, potem itak celotna zadeva v vodo pade in na tej stvari ne bi bilo nič. Skratka, mi smo samo ta čas lera, ki ga je Levica svojo blokado nam dala ali pa po nepotrebnem zagotovila, izkoristili za to, da smo opravili vso domačo nalogo in smo vse potrebne stvari opravili, ki so bile potrebne za to, da danes vemo, kakšna bo ta cena. In ta cena je v primerjavi z letom 2018 primerljiva, je glede na okoliščine, glede na to, kako so šli materijali gor, zelo v redu. Veste, mi se realno pogovarjamo o 240 milijonih evrov za ta vozila. Tistih dodatnih 40 milijonov evrov, da pridemo do 280 milijonov evrov, so rezervni deli, so usposabljanja, je celoten paket vzdrževanja, in zato, ker jaz želim delati drugače, kot so moji predhodniki. Moji predhodniki so kupovali gola vozila, zaradi tega, da je bila cena cim nižja, pa se je potem ta cena poviševala. Jaz pa želim in pri letalu sem tako delal in tudi pri oklepnikih tako delam, celostne pakete kupovati. Tako pomeni, da poleg osnovnega sredstva kupimo zraven tudi določen del vzdrževanja in pa rezervnih delov. Tudi pri letalu je bila cena pod 50 milijonov evrov, ampak so zraven prišli dodatni rezervni deli, moduli in vse ostale stvari, da smo prišli potem do tiste končne cifre. In tudi tukaj pri oklepnikih je 240 milijonov evrov za vozila z oborožitvijo, ne gola, ampak z oborožitvijo, plus 40 milijonov evrov, da pridemo na 281 za vse te vzdrževalne pakete. Tisto, kar pa potem, da pridemo čez 300 milijonov evrov, je pa DDV. Ampak ta DDV bo Ministrstvo za obrambo plačalo Ministrstvo za finance. Skratka, bomo naredili znotraj države en krog in je pač nekorektno, da ga štejemo v strošek te nabave, ker bo to praktično samo prenos sredstev iz ene proračunske postavke na drugo znotraj iste države. Gospod Tonin, prej ste izrazili skrb, da naslednja vlada ne bi, da bi razvrgla to pogodbo. A so prišli penali v pogodbi in kako Slovenija plačuje te oklepnike? Je to naenkrat, ali je to v tranšah? Večkrat ste omenili, da želite še v tem mandatu porabiti približno, pa me boste popravili, 760 milijonov evrov za namen oboroževanja slovenske vojske. Skratka, kakšni so pogoji financiranja oziroma plačila boxerjev? No, lejte, to
To ne drži, ker pravite, da sem trdil, da želim vse porabiti. Rekel pa sem, da želim podpisati vse pogodbe. To sem pa rekel. Ne? Ker imamo zakon, ki ne 760 milijonov evrov, ampak nam zagotavlja do 2026 780 milijonov evrov. In je v zakonu pač natančno napisano, zakaj vse se ta sredstva lahko uporabljajo. In moja želja je bila pač čisto odgovorna. To, kar nam je parlament potrdil in potrdil to modernizacijo Slovenske vojske, da za te projekte tudi podpišem pogodbe. In jaz mislim, da mi bo to uspelo, tako da tukaj se bodo stvari išle tako, kot se morajo. Penali v zvezi s čim? Mislim, jaz o teh stvarih niti ne želim govoriti, ker zakaj bi pa to pogodbo razdrli? Povejte mi, ker se mi zdi ta stvar resnično, ne bom uporabil grobih izrazov, ampak če Slovenska vojska nekaj potrebuje in je hrbtenica nečesa, se mi zdi neverjetno, da bi to stvar prekinjali. Še zlasti zato, ker v sedanjih zaostrenih okoliščinah je nemogoče izpogajati boljšo pogodbo in vsak mesec, ki ga bomo izgubili, bo cena višja. Tako da je stvar racionalna in smiselna in jaz mislim, da glede na vse okoliščine gospodu Golobu delam uslugo, ker se mu ne bo potrebno s temi stvarmi ukvarjati in niti ne prerekati z njihovimi koalicijskimi partnerji, ampak se bodo vedno lahko name zgovarjali. Ampak to me niti ne zanima, te politikanske igre, mene zanima zato, da bo v naslednjih 4 letih Slovenska vojska primerno opremljena. To je moja dolžnost in jaz sem temu zavezan, ker sem prisegel, sem to obljubil in jaz bom to naredil.